Vidim, da je v zadnjem času zelo veliko odmevalo naše sodelovanje z Libijo. Mislim, da treba reči nekaj besed o slovenski zunanji politiki v tem kontekstu. Preden se bom vrnil nazaj na to državo, ne rečem naslednje. Danes mi je slovenska vlada dala mandat za uraden obisk v Turčiji. Ta bo zlasti gospodarske narave, seveda pa se ne bomo izognili tudi nekaterim političnim temam. Turčija postaja eden od centrov regije, ki je zelo občutljiva, varnostno, politično in v slehernem drugem pomenu. Drugič, samo nekaj dni kasneje odpotujem v Pariz, kjer bom s predsednikom Sarkozijem podpisal sporazum o strateškem partnerstvu. Z mano bo šla tudi ministrica za gospodarstvo, ker si obetamo, da bodo sklenjeni neki gospodarski posli in upam, da nam bodo takrat uspelo detalje, ki so še potrebni, urediti. Takoj po tej tiskovni konferenci se bom sestal za francosko veleposlanico pri nas. V Slovenijo prihaja konec prihodnjega meseca predsednik ruske vlade Putin. In ne pozabite, da je vsega 14 dni, odkar sem bil v Beli hiši. Kaj vam hočem povedati? Pa seveda delamo na tem, da bi spomladi obiskala Slovenijo kanclerka Merklova. Kaj vam hočem povedati? Naši ljudje nimajo vtisa, da se Slovenija suče samo med državami, za katere se sem in tja potem izkaže, da v njih nastopijo politični ali drugi problemi. Slovenija ima odprta vrata vse povsod po svetu. Slovenija ima ugled, ima prestiž, ki ga je potrebno skrbno negovati in krepiti. Zdaj pa glede Libije, da se Libijo danes povezuje nekoliko bolj s to vlado, je krivo samo to, da se prejšnje pač niso pobrigale za odprto tržišče, ki je bilo na voljo pod pravi sankcije Organizacije združenih narodov. Libija je tretja izvoznica nafte v Afriki. Libija je eno največjih gradbišč v Afriki. Tam so že večinoma velike in majhne družbe večine zahodnoevropskih držav. In moja naloga je bila, da odpravim ta deficit, da Slovenije ni bilo na trgih, kjer so že bile ekonomije drugih zahodnoevropskih držav. Prav tako velja za Egipt. Ne nazadnje, gospe in gospodje, predsednik Hosni Mubarak, nekdanji predsednik Egipta, je nedavno obiskal uradno Republiko Slovenijo. In jaz mislim, da je bilo prav, da ga je predsednik Republike povabil na uradni obisk. Ko boste pogledali zalivske države, boste videli, da imajo seveda svoje politične in družbene ureditve. Dokler te države ne izvajajo nasilja zoper ljudi, imajo ljudje pravico, da seveda odločijo o legitimnosti in legalnosti takih družbenih in političnih ter gospodarskih ureditev in če proti njim niso uvedene sankcije mednarodne skupnosti, z njimi posluje ves svet in tudi Slovenija. Za nas je zelo pomembno, če hočemo iz gospodarske krize, da si odpiramo nova tržišča. To so hitro rastoča gospodarstva danes. Indonezija, Kitajska, vse druge države, recimo izven zalivskih, če želite. In vprašanje, ki se zastavlja pred nas je, kako naprej. Če in kolikor Slovenija želi hitreje iz gospodarske krize, v kateri smo se znašli, potrebuje nova tržišča. Ta nova tržišča so v hitro rastočih ekonomijah. Če in kolikor tam ne bo prišlo do nasilja, do sistematičnih kršitev človekovih pravic in do drugih stvari, za voljo katerih bi mednarodna skupnost zoper njih uvedla sankcije, bo Slovenija, tako kot druge države, poskušala dobiti čim večji tržni delež na v teh državah. To je moja skrb, to je moja dolžnost. Prosim. Srečali ste se z Gaddafijem, po vašem mnenju, kaj čaka, kakšna prihodnost čaka Libijo in ali boste Gaddafija pozvali k odstopu? Jaz sem ostro
obsodil nasilje, ki ga izvajajo oblasti nad ljudmi. Nasilje se mora ustaviti takoj, začeti se mora dialog o prihodnosti države, ne samo v primeru Libije, tudi Egipta, Tunizije, vseh držav, kjer je prišlo po dolgoletnih, več desetletnih vladavinah režimov do upora ljudi. Jaz mislim, da je za celotno mednarodno skupnost izjemnega pomena, da z veliko skrbnostjo tako na eni strani za uveljavitev volje ljudi, kot za mednarodni mir in varnost, vleče o pravem času prave poteze. Prav gotovo se mora prelivanje krvi ustaviti takoj in če k temu pripomorejo tudi sankcije mednarodne skupnosti, v primeru Libije ne bi bilo prvič, ko bi bile uvedene. Videli ste, da se je sprva Varnostni svet OZN odzval zelo milo. No, včeraj je bilo v New Yorku v palači Združenih narodov nekoliko jasnejše stališče do dogodkov v Libiji. Ne prezrite moje izjave, ki je bila dana v ponedeljek. Tako da stvari je potrebno gledati ne samo v tem, ampak tudi v vseh ostalih primerih skozi principe, na katerih je utemeljena naša družba, spoštujoč posebnosti kulturne, politične in druge tradicije v teh družbah, kjer imajo ljudje pravico, da si izberejo oblast po svoji želji in v skladu z njihovimi vrednotami. Naša dolžnost pa je, da potem to njihovo odločitev spoštujemo. Zakaj vam to govorim? Zato, ker tudi v državah zahodnega sveta, a vas smem prositi? Hvala. Ker tudi v državah zahodnega sveta, in to moramo povedati odkrito, prihaja seveda do kompromisov med načelnostjo v zunanji politiki in pragmatičnostjo. In tega se ne smemo sramovati povedati. To je realnost v mednarodni politiki in v mednarodni skupnosti. Kaj imam v mislih? Pred časom je recimo mednarodna skupnost, med njo tudi Evropska unija, zahtevala volitve v Palestini. Palestinci so se izrekli in Hamas je dobil oblast. In kaj se je zgodilo? Demokratična skupnost mednarodna, med njimi tudi Evropska unija, ki je zahtevala demokratične volitve, ni priznala rezultatov teh volitev in ni želela sodelovati s Hamasom. Vprašanje, ki zastavlja je, ali je to fair? Ali je to konsekventna politika? Ne morete reči, želimo demokratične volitve in želimo, da zmagajo dobri fantje. Če bojo zmagali slabi, za nas niso bile legitimne volitve. Tega ni mogoče storiti. Zato sem jaz tudi opozoril zadnjič na svetu oziroma na neformalnem kosilu, ko smo se pogovarjali o tem, kakšen je bo naš odnos takrat še do Egipta. Ne? Jaz menim, in to moje stališče poznate, da so bila vedno obdobja gospodarskih kriz priložnost in hkrati seveda nevarnost, da pride do nenadzorovanih konfliktov, ki imajo potem regionalni karakter ali pa kot v prejšnjem stoletju dvakrat tudi globalnega. Zdaj smo na robu izhoda iz gospodarske krize, kjer lahko pričakujemo, da bomo sledili obdobju političnih zaostritev in vprašanje je, ali se bo tokrat mednarodna skupnost povlekla iz globoke gospodarske recesije, iz, bom rekel, vse bolj splošnega zavedanja ljudi po vsem svetu, da je bogastvo nepravično porazdeljeno, tako znotraj nacionalnih meja kot globalno. Ali se bomo lahko povlekli iz te gospodarske krize brez vojnih konfliktov regionalnega značaja ali morda celo širše. In moramo narediti vse, in slovenska politika si bo zato prizadevala, da po hudih izkušnjah v 20. stoletju
v 21. stoletju ne bi bili več priče takim zaostritvam. Videli bomo, ali je mednarodna skupnost po drugi svetovni vojni razvila dovolj trdne in uspešne mehanizme za preprečitev podobnih razvojev dogodkov, kot smo jim bili priča v preteklosti. Zato pravim, je treba gledati na stvari z eno jasno vizijo, kaj želimo doseči, in Slovenija je, se mi zdi, v skupnosti tistih držav, ki se zaveda tudi svojih odgovornosti. Tukaj mislim tudi na našo odgovornost za stabilnost in prosperiteto recimo v področju jugovzhodne Evrope.